Če smo predolgo časa izpostavljeni vročini in se hkrati ne pijemo zadosti vode, se ne rehidriramo, telo opazi, mi manjka vode in začne šparati z vodo, kar pomeni, da se nehamo potiti. In ker nimamo več tega mehanizma, se začne telo segrevati. In važno v resnici tudi, da če se veliko potimo, ne pijemo samo vodo, a ne tudi neke elektrolite, da jih ne izgubimo. Sol in tako naprej. Kako se bo to kazalo? Kaj bo človek opazil? Ja, se pravi na začetku, v bistvu so simptomi, ki so značilni za predsončarico, so na začetku obilno potenje, slabost, lahko bruhanje in tudi mišični krči. Čez čas, ko telo začne varčevati z vodo, se pa nehamo potiti, koža postane vroča, pojavijo se glavobol, je najbolj značilen znak, omotica, lahko pride tudi do kolapsa. Ja, to se mi zdi sončarico večinoma nekako s temi centralnimi simptomi povezujemo, čeprav se dogaja veliko več. Tu je tudi več različnih potem sindromov, izrazov, toplotni udar, toplotna kap. Ena taka stvar, ki jo dejansko vidimo v praksi veliko, je nek, bom rekel, 40-45 let star človek, ki gre igrati tenis ob 3-4 popoldne po službi, seveda igra na zmago. Normalno, ja. In potem žal, mogoče ni čas ali pa niti ne čuti v tem adrenalinu žeje in lahko pride tudi do dejansko toplotne kapi. No in zdaj, kako lahko to preprečimo? Odgovor je verjetno dosti preprost. Ja, v bistvu dokaj logičen, že sami ste rekli, v bistvu telo se segreje, naš cilj je, da ga ohladimo. Kako to naredimo? Cilj je prvo, da ga odmaknemo od vročine, se pravi, ga damo v nek hladen, klimatiziran prostor, ga posedemo, odstranimo odvečna oblačila in ga začnemo hladiti. To naredimo tako, da zmočimo brisače, jih damo v hladno vodo in jih damo na območja, kjer so velike žile. Na tak način se najhitreje ohlaja, se pravi, jih damo na dimlje, pod pazduho in lahko tudi na glavo in vrat.